Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Vzhodna. Na BKTV bomo vsako sredo zvečer soočali odločevalce s vsebinami vzhodne regije države. Tokrat bo govor o igralništvu. Namreč mestni svetniki Mestne občine Maribor so na zadnji seji sprejeli sklep, kjer so se seznanili in podprli možnost odprtja novega igralnega salona oziroma kazinoja na območju Maribora, natančneje Mariboxa, kjer je kinocenter. V tokratni oddaji pozdravljam le enega gosta, gospoda Marjana Ornika iz Mladega hazarderja. Povabili smo tudi direktorja Mariboxa Stipeta Jeriča, pa so nam iz PR službe sporočili po nekaj izmenjenih sporočilih elektronskih kar po telefonu, da gospoda Jeriča ne bo in da o projektu nimajo namena govoriti, dokler ne bo podeljena koncesija strani države. Poraja se torej vprašanje, če je širša javnost drugorazredna, mestni svetniki pa prvorazredni, glede na to, da je tam gospod Stipe Jerič odgovarjal na vprašanja in predstavljal projekt. Tukaj, ko bi jih soočili z dejstvi, pa ne želijo govoriti, dokler ne bodo dobili koncesijo vlade za dejavnost. Češ, da bodo v projekti govorili, ko bo koncesija podeljena. Torej, če karikiramo, okoljevarstveniki naj bodo tiho, ko pa bo sežigalnica, na primer, stala, pa lahko začnejo opozarjati o problemu in govoriti o tem. Torej, gospod Ornik, svetniki so prejeli gradivo kot širitev dnevnega reda na zadnji seji, redni seji Mestne občine Maribor. Saj naj bi ministrstvo poslalo poziv, do katerega so se morali do 7. maja obvezno odzvati, sicer bi bilo za kazino prepozno. Takšna je bila obrazložitev na seji. A je po vaših informacijah res tako? Je res gorela voda? Poglejte, osebno nisem pravnik, torej lahko o teh rečeh sklepam samo laično, ampak pridobil sem dokument, ki se nanaša na občino Ankaran, in sicer zadeva gre takole. Najprej je Ministrstvo za finance občino Ankaran pozvalo k oblikovanju soglasja oziroma odrekanju soglasja, podobno kot v primeru Mestne občine Maribor. Prišlo je do molka organa, torej občina torej ni odgovorila na ta poziv ministrstva. No, potem je minilo okrog 10 dni in Ministrstvo za finance je poslalo, bom prebral, ponovna zahteva za pridobitev soglasja lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti na njenem območju. No in v tem drugem pozivu Ministrstvo za finance torej občini Ankaran dodeli ponovnih 15 dni za oblikovanje odgovora. In torej, če vse te dneve, ki so bili na voljo, seštejemo, dobimo 30 plus 10 plus 15, skoraj 2 meseca, kar je dovolj časa, da se oblikuje, torej izvrši neka javna razprava, seveda na pobudo občine. Če pa tega civilna družba recimo ne ve ali pa strokovna javnost, potem do takšnih torej pobud oziroma do javne tribune, na kateri bi skušali dognati, ali lokalna skupnost tako reč podpira ali ne more priti. Najlepša hvala. Torej, vizija KD Grupa je, da se v Mariboxu odpre kazino. Ustanovljena je bila družba z imenom Kazino Lent. Na seji mestnega sveta je gospod Jerič predstavil in z obljubami uspel prepričati mestne svetnike za glas za. S tem so dosegli, kar so želeli, in potrebe po javni razpravi očitno pri njih ni več. Torej hodijo tja, kjer nekaj imajo od tega. Prisluhnimo, kaj je gospod Jerič na seji povedal o možnosti zasvojenosti z igrami na srečo. Kar zadeva problem odvisnosti. Ta problem je definitivno obstajal. Danes je ta problem zanemarljiv, ne govorim, da ga ni, je zanemarljiv, je bistveno seveda manjši od drugih oblik odvisnosti v Sloveniji, ne vem, od alkohola, od tobaka, pa zaradi tega ne zapiramo gostiln in pa trafik, pa tudi te dejavnosti niso tako regulirane, kot je igralništvo. V igralnicah oziroma v kazinojih je tako, da velja samo prepoved, torej nekdo, ki ugotovi, da je odvisen od iger na srečo, lahko sam izreče samo prepoved in nima vstopa 6 mesecev v kazinoje na območju celotne Slovenije. Če koncesionar zazna odvisnost pri igralcu, koncesionar prepove za leto dni vstop v kazinoje.
Torej, če je problem res zanemarljiv oziroma če je te odvisnosti tako malo, smo poprašali terapeuta, ki se v javnem zdravstvu edini v Sloveniji ukvarja s to odvisnostjo. S Primorske se nam je oglasil Miha Kramli, ki je tudi vodja Centra za zdravljenje odvisnosti pri zdravstvenem domu Nova Gorica. Posebno v zadnjih dveh letih beležimo strm vzpon nekemičnih zasvojenosti z področja iger na srečo, stav, YouTube, socialnimi omrežji. Kar nas še posebej preseneča pri tem pa je, veste, na 100 naših nekemičnih zasvojencev jih je kar 37% nasilnežev. Kaj to pomeni? Da če jim nekdo skuša omejiti dostop, naj se bo do iger, do stav, je abstinenčna kriza tako huda, a veste, da so sposobni tudi fizično obračunati s človekom, ki jim omejuje, ali pa tudi razbiti premičnine, kot so kuhinja, dnevna, razne materialne stvari. To nas zelo preseneča, kajti nekako nismo pričakovali, da bodo nekemične zasvojenosti, reševanje nekemičnih zasvojenosti, da bo to tako burno. Torej, stroka demantira besede investitorja, ki je mariborskim svetnikom predstavil, kako je vse ok in da so zasvojenosti zanemarljive ter da jih je bilo nekoč več. Gospod Kramli pove, da beležijo v zadnjih 2 letih strm vzpon teh odvisnosti nekemičnih. Gospod Ornik, komu bi vi po slišanem verjeli na besedo oziroma kakšne so vaše izkušnje iz prakse? Torej, v teh 2 posnetkih, ki smo ju poslušali, se je odprlo več vprašanj, ki pač terjajo več odgovorov, več časa. Ampak, da odgovorim na vaše vprašanje, v povezavi z našim delom, mi torej izvajamo program ozaveščanja in pa brezplačne pomoči osebam, ki pač potrebujejo to pomoč z področja zasvojenosti z igrami na srečo. No in tudi mi opažamo porast v zadnjem letu, torej lani smo imeli tudi mi rekorden porast, bilo torej okrog 45-46 ljudi je ne iskalo pomoč išče več ljudi. Torej 45-46 ljudi se je vključilo v naš program brezplačnih psihoterapij, vse smo testirali in ugotovili, da vsi odgovarjajo torej kriterijem patološkega igranja na srečo. Skratka, to zadevno lahko potrdim, da smo tudi pri nas opazili porast, bi pa opozoril na naslednje. Tuja strokovna literatura navaja, da le majhen odstotek ljudi, torej patoloških hazarderjev, poišče pomoč. Gre za 1 do 3% ljudi se nekoč v življenju odloči in poišče pomoč. Gre za velike težave pri iskanju pomoči, ker je pač prisotna velikanska stigma, ljudje sram, ne želijo deliti svojih težav z drugimi. Poleg tega imajo izjemno nizko samopodobo, zaradi velikanskih količin denarja, ki so ga zaigrali. Zavedajo se, da so tudi povzročajo breme lastni družini, veliko je razmišljeno o samomorih, do tega mogoče pridemo še kasneje. Kar se pa tiče prvotnega izvajanja gospoda, ki je svojo predstavitev opisal na seji mestnega sveta, omenil je zanemarljivost tega problema, kar seveda ne more potrditi z nobenimi obstoječimi relevantnimi informacijami, podatki, ki so na voljo. Edina raziskava, ki je bila opravljena v Sloveniji na večinskem prebivalstvu, na prebivalstvu, polnoletni populaciji, je bila opravljena leta 2008. V tej raziskavi so raziskovalci ugotovili približno 2% delež problematičnega igranja v odrasli populaciji. Problematično igranje, vsako igranje, ki povzroča ljudem težave, torej igrajo na način, ki se ga ne morejo privoščiti ne finančno, ne časovno, ne kakorkoli drugače. Dočim patološko igranje pa tisto igranje na srečo, ki
pri katerem je človek torej potreben zdravljenja. To so pa ljudje, ki so že praktično se že dotikajo dna in v tem svojem obupu iščejo pač neko rešilno bilko in igre na srečo ponujajo to iluzijo, da je z igrami na srečo mogoče zakrpati finančne luknje, ki so nastale, zato ti ljudje igrajo naprej. Dogaja pa se z njimi ravno obratno potem, kaj ne? Prosim? Dogaja se pa potem ravno obratno, luknja se le veča. Seveda ne, ker če luknja se veča, seveda finančna luknja se veča. Namreč ljudje skušajo lopato, s katero so si to luknjo izkopali, s to isto lopato skušajo to luknjo zakrpati. To je podobno, kot če bi nekdo, ki se želi znebiti alkoholizma, z dodatnim pijančevanjem to zadevo skušal popraviti. Obiskali smo tudi Center za socialno delo Maribor, kjer smo preverili, če so primere te zasvojenosti že imeli. Poglejmo prispevek. Pomočnica direktorice Centra za socialno delo Maribor nam zaupa, da je odvisnost od iger na srečo po njihovih izkušnjah ena hujših. Dejansko to je izjemno velika težava za družino, v kateri se takšna odvisnost pojavi, zato ker se tu tudi gre za ogromna materialna sredstva, ki so v igri, in to je odvisnost, ki najbolj pogosto pravzaprav razbije družino. A odvisnika je težko prepoznati. Ne tako pogosto prav zaradi tega, ker se o tem dosti ne govori. In tudi nekako, veste, ljudje, ki so odvisni od iger na srečo, lahko v svojem okolju čisto normalno delujejo nekaj časa. Veste, da se odvisnost razvija tam 3 do 5 let, recimo, ko res pride do tega zloma, in velikokrat ni tako vidna, je bolj prikrita. Tudi strokovni delavci so s primeri soočeni, ko je že situacija predaleč in zelo resna. Tako da jih v glavnem oziroma večinoma odkrijemo bodisi, da že tedaj, ko že pride do hude krize v družini, ali pa tedaj, ko pride do rubeža glede premoženja in dejansko se družina najde v hudi stiski. Trpi lahko celotna družina. Morate tudi vedeti, da se pogosto z odvisnostjo od iger na srečo razvijajo tudi druge odvisnosti in tudi celotna družina rabi potem pomoč. Z odprtjem nove igralnice v Mariboru bodo igre na srečo v kraju postale bolj dostopne. To pomeni tako, da je tveganje za razvoj oziroma za pojav novih odvisnikov od iger na srečo višje. Sigurno v okoljih, ki je več teh možnosti. Naša sogovornica še opozori, da je izjemno pomembna tudi vloga staršev, da mladim predstavijo takšne in drugačne pasti, da ne zaidejo v odvisnost. Torej, slišali smo lahko, kakšno je stanje na CSD Maribor, da je dostopnost nekega dražljaja, v tem primeru igralnice, pravzaprav poveča možnost, da pride do zasvojenosti. Kaj potem meni gospod Kramli? Primer pogosto pokažete s primerom zdravljenja alkoholika. Gospod Jože ima 63 let in sedaj mu rečem, dovolj ste star, 7 let ne pijete, zato boste od sedaj naprej spal v vinski kleti, pa še žena vas bo noter zaklenila. Jaz tega njemu ne smem reči. Zakaj ne smem reči? Ker je skušnjava prevelika. In zdaj se vi zamislite, da mi našim mladostnikom rečemo, naj gredo v svojo sobo, kjer imajo televizijo, PlayStation, računalnik, kjer imajo tablico, imajo telefonček in jim rečemo, pojdi se učiti ali pa pojdi spat. Želim povedati, da je prostorska higiena, ne le časovna higiena. Ne obstaja samo časovna omejitev, ampak tudi prostorska omejitev. In seveda, če ima neko okolje, neko mesto, in Nova Gorica je znana po tem, da ima ogromno igralnic. V tem teritoriju, kjer mi živimo, je na 20-30 kilometrov največ igralnic, mislim, da na svetu. No, zato se mi zdi, veste, da je potrebno gledati tudi širše. Treba je gledati širše v smislu, da je prevelika dostopnost do, naj se bo, kot ste omenila, rolet, igralnih avtomatov, do biljarda in ne vem kaj vse. Če je to zelo skoncentrirano, to pomeni, da je ta skušnjava zelo močna in se kaj hitro lahko zgodi, da bodo ne le mladostniki, ampak tudi odrasli ljudje
ste slej ali prej tej izkušnjavi lahko podlegli. A ne? Zato je zelo pomembno, da imajo občine neko kulturo politike zasvojenosti in seveda, da tukaj tudi preventivno delujejo. Zato se mi zdi, veste, ta ena odgovorna politika goji to kulturo, ki preprečuje tudi neke imične zasvojenosti, a ne? In kamor sodi tudi igralništvo. Najlepša hvala, gospod Ornik. Ja, slišali smo lahko, da odgovorna politika goji kulturo, kjer se preprečuje nekemične zasvojenosti. Po drugi strani pa oddaljenost oziroma prostorska omejitev, kot smo lahko slišali gospoda Kramlja, a je bila sploh vzeta v obzir v Mariboru? To bo zelo blizu stanovanjskih naselij, pravzaprav blokov, kjer živijo različni tipi ljudi, od družin do mladostnikov. Torej, tudi to poraja vprašanje, kaj ne? Absolutno, namreč obstaja nekaj študij, v katerih primerjajo, torej ugotavljajo vpliv bližine igralnice na povečanje deležev problematičnega in patološkega igranja v skupnosti, kjer je igralnica. No in ti podatki pravijo, da po eni od teh študij, da če igralnica torej v neki lokalni skupnosti je v krogu 17 km, okrog te igralnice se poveča možnost za razvoj problematičnega igranja v tej lokalni skupnosti za skoraj 2-krat v primerjavi z skupnostmi, kjer igralnic ni. Torej, to je zelo pomemben podatek. Da pa se vrnem k vašemu drugemu delu vprašanja, je pa, torej, kar se tiče oddaljenosti igralnega salona, ki bi naj bil na Lentu, do stanovanjskih skupnosti. O tem govori 6. člen pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih. No in tega 6. člena seveda Mestna občina Maribor ni predstavila torej svetnikom in o tem seveda niso niti razpravljali v svoji 23-minutni razpravi. O čem govori ta 6. člen? V prvem delu prvem delu govori o tem, da je treba preveriti morebitno zasičenost z igralniško, torej ponudbo igralniških iger v okolju, v lokalni skupnosti. V drugem delu pa govori o, bom prebral, samo majčkeno, no, da pa se ne znajdem. Kratka, gre za to, da Mestna občina Maribor oziroma v njenem imenu svetniki bi morali konkretizirati, kakšna je tista minimalna oddaljenost igralnega salona od zgoščenih stanovanjskih naselij. Vemo, da je čez cesto je cela serija blokov, v katerih živi veliko ljudi. Torej, konkretizirati bi morali tisto minimalno razdaljo in pač Tega niso storili. Ne? Kaj pa menite, da se gre torej za denar? Ker vemo, denar bo prišel tudi v občinski proračun. A menite, da gledajo samo skozi dobiček? Torej, strani investitorja absolutno. Njih zanima, industrija iger na srečo, njih zanimajo samo čim večja realizacija in čim večji dobički. Sami so razložili, da ciljajo na obstoječe igralce, ki hodijo v igralni salon v mestu, ter v igralnico na Šentilju. Se pravi, gre za prevzem, prestrezanje teh igralcev, lovljenje dobička. Kaj pa to prinaša, pa je pač v smislu javnega zdravja, pa bomo videli, če se bo ta ideja uresničila. Namreč definitivno se bodo hitro dvignili odstotki deleži problematičnega igranja in patološkega igranja na srečo v mestu. Hvala lepa. Gospod Jerič je na seji predstavil tudi to, da bo tudi Mestna občina Maribor imela v proračunu nekaj od nove igralnice. Poglejmo izjavo. In seveda bolj bomo mi uspešni, boljše bo to tudi za mestno občino. Namreč od bruto prihodka občina prejme 10% koncesijske dajatve na leto.
Mi smo računali, da v prvih 5 letih bi to pomenilo okoli 1 milijon evrov. V 5. letu bi že dosegli nekje promet, ki je primerljiv s tistim edinega obstoječega igralnega salona v Mariboru, to je igralni salon Admiral na avtobusni postaji, ki bo bistveno manjši in ne bo ponujal še vseh teh dodatnih aktivnosti, ki jih mi želimo ponujati. Torej za nas ne gre samo za prirejanje iger na srečo, gre za dogodke, ki jih bomo organizirali. Torej investitor upravičuje odprtje nove igralnice tudi s tem, da bo boljša ponudba kot tisti, ki je le streljaj stran na avtobusni, ki je izjemno blizu lokaciji Mariboxa. Imeli bo dogodke, spremljalni program. Gospod Kramlin, kako pa je to rešeno v Italiji? Ne računajte, Italijani pa jih je znatno več kot mi. Mislim, da so pri 2 igralnicah, ne 2 igralnicah, pri 2 organizatorjih iger na srečo. Pri nam pa bi to število, hvala Bogu, se ni izteklo, bilo 5 prirediteljev bi lahko bilo. To bi bila taka ponudba, veste, da za 2 milijona ljudi bi bila skušnjava tako prihuda, veste, da bi to vplivala na duševno in psihično in seveda tudi fizično zdravje. Ja, tako da imate tukaj popolnoma prav, in vi imate gotovo seveda sedaj v Mariboru priložnost, da o tem na glas govorite, da iščete neke rešitve. Ja, gospod Kramlin podpira konstruktivno debato, preden se igralnica dejansko odpre. To smo želeli razviti tudi v današnji oddaji, a kot rečeno, gospod Stipe Jerič se ni želel udeležiti in sodelovati v pogovoru. Torej, investitor čaka na podelitev koncesije, ko bo tako ali tako vse že zakoličeno. Na seji je gospod Jerič celo poudarjal, kako sodeluje z lokalno skupnostjo. Poglejmo. Mi smo vseeno največji organizator kinopremier v Sloveniji, imamo redne dogodke, sodelujemo z lokalno skupnostjo, želimo biti prisotni, želimo prispevati, sponzorirati in tako naprej. S to dejavnostjo nam bo to seveda še veliko lažje in lahko bomo to počeli v bistveno večjem obsegu, kot to počnemo danes. Tako, zdaj pa si vzedimo kratek premor, sledi kratek reklamni blok, kmalu se vrnemo. Lepo pozdravljeni nazaj. Gospod Ornik, investitor poudarja tudi, da s tem prihajajo nova delovna mesta, 17, če se ne motim, v regijo trenutno. A menite, da so to delovna mesta z dodano vrednostjo, oziroma ali so morda to ljudje, ki so tudi ogroženi za potencialno zasvojenost? Rekel bi, da so ta delovna mesta definitivno takšna, pri katerih velja upoštevati določeno stopnjo ogroženosti za razvoj zasvojenosti z igrami na srečo. O tem govorijo tudi raziskave. Namreč, kaj je treba vedeti, ljudje, ki delajo na igralnih napravah, recimo na ruletah, skozi njihove roke gre vsak dan 100.000 evrov, in to jim buri domišljija. In med njimi so seveda tudi takšni, ki verjamejo v neke višje sile, v iluzijo, da je moč imeti nadzor nad dogodki in tako naprej, da so pametnejši od igre, ne nazadnje, in se seveda preizkusijo v teh igrah. Tako da odstotki zasvojenosti med igralniškimi delavci so višji, kakor pa v običajni populaciji. Gospod Kramlin, tudi vi ste se v svojem delu soočali že s težkimi primeri v dolgoletnem delovanju, kaj ne? Je pa samo stopnjevanje, tvega je vedno bolj. Takih primerov, najmočnejši primer, ki smo ga imeli, je, da je neka oseba izgubila tudi 25 milijonov evrov zaradi zasvojenosti z igrami na srečo. Teh, ki imajo po 100.000, po 150, 200.000, imamo pa kar precej in imamo tudi že mladoletne, ki imajo dolgove po 6, 15, 30.000. Ja, po drugi strani pa gospod Jerič govori, da bo dobiček šel tako v mestni proračun, kot v proračun društev, dobiček pa bo prišel iz izgube ljudi, ki bodo v igralnici izgubljali. Poglejmo izjavo gospoda Jeriča na seji.
Skratka, koncesijske dajatve, to je seveda en plus za občino. Gre za prispevek za razvoj turizma v lokalnem okolju. Potem so še tukaj koncesijske dajatve za invalidna in humanitarna društva in pa koncesijske dajatve za športna društva. Skratka, to je denar, ki ga neposredno prejme občina v proračun in pa ta društva v ta proračun. Ja, dejstvo je, da so določeni ljudje bolj podvrženi možnosti zasvojenosti. Pri mladih pa so pogostejše ravno nekemične zasvojenosti. Gospod Kramli. Seveda, to je pa toliko bolj izredno pomembno, zaradi tega, ker imamo v populaciji ljudi, tudi ljudi, ki so veliko bolj dovzetni kot drugi, zato da zapadejo v nekemične zasvojenosti. V današnjem času, ko je velik pritisk, veliko stresa v službah in pri mladostnikih tudi v šoli in ogromno odraslih in mladostnikov ne prenese tega stresa in išče neko rešitev na to, nek odmik. In to je zelo pogosto, ker tudi lahko zatripanost na monitorček, da igra igrice, lahko je to kazino, samo da za hip pozabim na ta pritisk, da si mu izognem. Potem imamo tudi veliko ljudi danes, veste, ki mislijo, da lahko, in to je med mladimi kar pogosto navzoče, da lahko svojimi mislimi vplivajo na rezultat. Rezultat igralnega avtomata, rolete, na loterijo. In seveda ljudje, ki so prepričani, da imajo te nadnaravne sposobnosti v narekovaju, da lahko vplivajo na srečo, pogostokrat izgubijo sposobnost dokončati študij, da ne govorim, da pogostokrat izgubijo premoženje, razsodnost. Ja, gospod Kramli je povedal kar podobno, kot ste že vi navrgli, da mnogi odvisniki, ne samo vi ste v kontekstu zaposlenih povedali, da imajo občutek, da lahko nekaj nadzorujejo oziroma da hitro odnese človeka. Verjetno ste s temi primeri sami seznanjeni, oziroma kako je pa z mladimi in igrami na srečo? Ja, največ težav je v kategoriji mladi, torej starostni kategoriji od 18 do 24 let. Mladi seveda pričenjajo z igrami na srečo veliko prej, nekateri že pri 10 letih, ko jim sorodniki kupijo srečke, pa lotolistke in tako naprej. Kasneje potem ob vstopu v šolo se prične torej iniciacija v svet iger na srečo športnih stav predvsem. Tu opažamo velikansko, kako bi rekel, velikanski delež težav izhaja ravno iz športnih stav. To pa zaradi tega, ker to področje ni urejeno. Ampak mladostniki imajo ponekod dostop do teh stavomatov na bencinskih črpalkah, v lokalih, gostinskih lokalih in tako naprej. Zato seveda potem te stvari radi igrajo, lažje jih igrajo kot neke druge igre, ki so jim onemogočene. Se pa seveda spomnil bi na eno stvar še, ker je bilo omenjeno, smo se pogovarjali o tem, kaj občina dobi iz naslova koncesij in tako naprej. Opozoril bi na naslednjo stvar. 30% približno ljudi nikoli ne igra iger na srečo. Potem 60% poskrbi za približno 40% vse realizacije iger na srečo, preostalih 10% pa poskrbi za 60% realizacije iger na srečo. Torej imamo majhen delež, segment ljudi, od katerega je odvisna realizacija vsake igralnice, vsake stavnice, in živijo od tega. Torej, če ima igralnica, zabaviščni del in se s tem hvali, vzamite ji rulete, pa bo zaprla svoja vrata. Vsaka igralnica bo to naredila, ker temelji točno na tem dohodku, ki prihaja iz žepov torej tistih, ki imajo s temi igrami težave. To je v teh 10% je v primeru Slovenije 8% takih, ki se gibljajo v območju tveganja za razvoj težav, 2% pa sta problematičnih in patoloških igralcev. Tako da, torej tudi ena raziskava
pravi, da je do 4% igralcev na srečo poskrbijo za 15 do 50% realizacije vseh iger na srečo, odvisno seveda od lokacije oziroma države. Ne. Bolj vemo, koliko ta oseba pravzaprav zabrede, a ne? Ja, no in jaz sem enkrat, ko smo nevladniki, ki nas sofinancira Ministrstvo za zdravje, poročali preko Zooma, sem postavil vprašanje, ne, da se kot družba bi se morali odločiti, ali želimo ta denar, ne, ki prihaja od strani zasvojencev z igrami na srečo, ki je produkt zasvojenosti, oziroma torej kriminala, ki ga je sproducirala zasvojenost z igrami na srečo. Namreč mnogi ljudje iščejo izhod tudi v kriminalu, da pridejo do sredstev za nadaljevanje igre. Ne. Najlepša hvala. Študije sicer kažejo, da si odvisniki želijo vedno močnejše dražljaje. Gospod Kramljek, kako se razvija odvisnost? Res nas je presenetilo to, da ti ljudje izgubijo nadzor, kajti mi moramo vedeti, da ko je nekdo naprimer na igralnem avtomatu ali pa igra preko telefončka s 3 igralnicami hkrati, takrat se njegovi možgani organizirajo na tak način, da on čuti potrebo, bodi vedno dalj časa, bodi vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj. In tak človek izgubi nadzor nad časom, ki ga preživi na teh igrah, nad denarjem. In seveda tukaj se dogaja, da ta intenzivnost, veste, da mu to se stopnjuje, da mu po enem mesecu, veste, ta dražljaj, ki ga je še en mesec nazaj zadovoljeval, pomirjal, je sedaj premalo močan in ta človek bo vedno bolj tvegal. Tako da tukaj je treba vedeti, da se naši možgani, ko smo na tem področju iger na srečo, organizirajo na način, da kaj hitro izgubimo nadzor nad vsem. Najlepša hvala. Torej, ob izgubi nadzora lahko pride tudi do temnih misli, kaj ne? Kakšna je statistika pri odvisnikih od iger na srečo, kako pogosto razmišljajo o samomoru oziroma če vidijo izhod tudi v tem? Torej, izjemno težko je dokazovati, torej povezovati samomore z igrami na srečo, če ni človek pustil kakšnega sporočila, ne? Oziroma torej njegovi sorodniki, bližnje osebe ne vedo, ne poznajo teh razmišljanj. Obstaja seveda vseeno nekaj študij. V Hongkongu in pa v Veliki Britaniji so odkrili, da je torej, kar se tiče samomorilnosti, je samomorilnost, ki jo je moč povezati z igranjem iger na srečo, da je delež te samomorilnosti od 4 do 11%. To je ogromno, to je frapanten podatek, ne. Lahko vam postrežem s podatkom, ki ga mi pridobivamo od naših uporabnikov, vsakega namreč testiramo in znotraj testa tudi eno vprašanje, ali ste v preteklih 12 mesecih resno razmišljali o samomoru. In torej od leta 2019 pa do včeraj, recimo, je v naš program psihoterapije vstopilo 114 oseb, ki so izpolnile ta test, še nekaj oseb, bližnjih oseb teh ljudi, ki jih ne testiramo. In teh 114 oseb je seveda obkrožilo tudi odgovor na to vprašanje o samomoru. Kar 29% vseh anketirancev je obkrožilo odgovor, da v preteklih 12 mesecih sem redno razmišljal o samomoru. Nekaj med njimi je samomorom tudi poskusilo. Skratka, gre za veliko, kako bi rekel, za težko temo, ne, ki se premalo zavedamo. Na državni ravni nimamo službe, kjer bi se zbirali, kamor bi se stekali ti podatki, ne, in tega pojava sploh ne opazujemo, ne. Čeprav odstotek je res zaskrbljujoč. Ja, študije navajajo, da je odstotek, ki smo ga mi navedli, vmes torej v razponu 20 do 40%. Tako je po različnih državah s temi odstotki.
Zakaj tako pogosto razmišljajo o tem, da bi storili samomor? Namreč zasvojenost z igrami na srečo, tu sta v bistvu dva klica. Eden klic je sama zasvojenost, ki kliče človeka naj gre igrat, možgani se spremenijo v neke vrste avtopilot. Drugi klic pa prihaja strani gore denarja, ki je bila zapravljena. Skoraj vsi igralci, torej patološki igralci iger na srečo, živijo z idejo, da je moč ta denar vrniti nazaj z nadaljnjim igranjem iger na srečo. In seveda vsi tonejo vse globlje in globlje in spotoma seveda se pojavijo zraven še bolezni, kot so depresija, obsesivne misli. Veliko je zraven tudi alkoholizma, gre za komorbidnost, ne? Nekdo, ki je zasvojen igrami na srečo, je lahko zasvojen tudi z nikotinom pa alkoholom. Skratka, in pride pač do trenutka, ko človek pomisli, da je to morda edina pot, kako rešiti svoje težave. Nažalost, ampak tu ste vi, tu je gospod Kramli, tako da če se kdo znajde v težavah, veste, kje najti rešitev. Gospod Kramli, pride lahko pri zasvojenosti tudi do težav v družini, kaj ne? Treba je pa tukaj gotovo povedati, da tu preurejo stvari, a ne, na dan, a ne, od tega, da eden od partnerjev zaradi zasvojenosti lahko zapravi tudi dediščino svoje partnerke, ne da bi ona to vedela, ker ima pooblastila, da gre tukaj za prekrivanje te zasvojenosti na način, da partnerka mislijo, da je službeno odsoten. Veste, to gre za manipulacije, take in drugačne. In seveda in za laži take in drugačne, ne, da potem je tukaj poteptano dostojanstvo. Gospod Ornik, ja, so odvisniki mojstri manipulacije, kaj ne? Kaj bi po vašem pomenilo teh kar 200 dodatnih avtomatov v samem centru Maribora? Vemo, da 85 jih je že zelo blizu. Obremenitev, a ne? Definitivno, po mojem gre za neke vrste vsiljevanje dodatne ponudbe, ki je, torej povpraševanja po tej ponudbi ni. To je pač ideja investitorja. Zakaj, tako smo opisali že v začetku oddaje. Gre za vsiljevanje ponudbe z novo ponudbo, ki je izjemno kočljiva reč, namreč igralni avtomati niso hec, ti igralni avtomati z nami manipulirajo. Ljudje ne vedo, ali zmagujejo ali izgubljajo, namreč lahko recimo staviš 1 evro, zadeneš, torej staviš na 20 linij, potem na 10 linij zadeneš in avtomat se oglasi z zvoki in z grafiko in slavimo zmago, ne. V bistvu smo pa recimo izgubili pol svoje stave, tako da je tu povzročajo v naših možganih veliko zmedo, mladi sploh ne vedo, zakaj gre, ko pridejo do teh avtomatov. Hočem pa še tole povedati, pri upoštevanju ponudbe iger na srečo je nekaj reklo že sodišče, oziroma najprej vlada leta 2010, ko je neko podjetje želelo odpreti igralnico v prostorih nekdanje igralnice, ne? Torej igralni salon so želeli odpreti, pa je vlada to koncesijo odklonila, je ni podelila, potem je prišlo do tožbe na upravno sodišče, no in tam smo potem dobili podatek o tem, kako razmišlja vlada. Zapisala je, da so v tej naši regiji že 3 igralni saloni, da je okrog 92% ljudi prihaja, torej da so domači, ne pa tujci. In dodal bi še tole, da je treba upoštevati tudi igralnico v Šentilju in pozavaral sem se s tem in preštel avtomate, ki so na voljo in ugotovil, da je slovensko povprečje 3,5 avtomata na 1000 prebivalcev, v Mariboru pa imamo trenutno okrog 7 avtomatov na 1000 prebivalcev. Brez teh 200? Brez teh 200. S temi 200 bi prišli na okrog 9 avtomatov na 1000 prebivalcev, kar je definitivno... Bomo Nova Gorica? Ja, zato pravim, da to vsiljevanje ponudbe, ni bila torej opravljena nobena raziskava o povpraševanju, ne, ali takšno povpraševanje obstaja ali ne. In zato se je ta postopek vodil, kot se je vodil, po mojem, ne.
torej da civilna družba ni imela torej dostopa do informacije in da se je vse zgodilo praktično v dnevu ali dveh. Kaj pa mladoletni, torej mladostniki, ne? Kako se oni prvič srečajo? Vemo, to bo v Kino centru. Tja zahajajo tudi čisto najmlajši, družine z najstniki, vedeli bodo, da je v spodnjih prostorih kazino. Torej, kdaj se pa ti, ne vem, 14-letniki, vemo, kako se čas spreminja, ne? Tisti, ki je danes 14, je pred 20 leti bil, karikiram, ne? Zelo hitro mladi zaidejo na kriva pota. Torej, ja, kaj je vaš podatek, kdaj se prvič srečajo s kakšnimi igrami? Na srečo ste že omenili, ne, športne stave in tako naprej. Ja, pa iniciacija poteka v srednji šoli, ne. Mladi seveda igrajo na srečo tudi na ta način, torej z neformalnimi oblikami, igrajo biljard v Mariboxu recimo in stavijo. Zdaj, če je bila, pomislimo, če je bila spodaj recimo klub, kjer se dogaja prostitucija, kaj bi bilo s temi mladimi, ne? To bi jim burilo domišljijo, ne? Zgoraj igrajo biljard, stavijo, spodaj prostitucija, ti burim domišljijo in podobno je tudi z igralnico, ne? Nekdo, ki igra biljard in torej gre s srcem v stavo, ne? Torej je kandidat za to, da bo slej ko prej pričel igre na srečo igrati nekoliko resneje, ga obstoj igralnice pod njegovimi nogami seveda vznemirja, ne? Kot sem rekel, buri domišljijo. Ja, ste želeli še kaj dodati? Najlepša hvala. Dajmo si za konec pogledati še odzive svetnikov, ki so na to temo spregovorili v naši ene izmed preteklih oddaj. Torej, moje osebno mnenje je jasno. Jaz sem županu in vsem svetnikom na dan seje mestnega sveta pred sejo, torej pred sestankom vodij svetniških skupin poslala eno pismo in jih pač pozvala, da naj to točko dajo z dnevnega reda ali pa ne, že zato, da se bolje seznanimo. Gradivo smo namreč svetniki dobili 2 dni pred sejo, torej predlog soglasja, samo gradivo naročnika, investitorja pa en dan pred sejo. Meni se zdi to nesprejemljivo. Takšen igralni salon bo deloval v mestu vrsto let in bo vrsto let imel vplive na okolje, na neposredno okolico in tudi širše. Mi moramo vedeti, da pač igralni avtomat generira odvisnost. To, če igralnice ni, zagotovo je potem manj odvisnikov. In najmanj, kar bi morali mestni svetniki slišati, poleg torej mnenja investitorja, poleg mnenja odbora za gospodarstvo, bi moralo biti vsaj še to, da bi o tem odločal in razpravljal odbor za socialo in pa odbor za mladino, seveda, ne? Ker torej mladi so zelo izpostavljeni odvisnosti, verjetno bolj kot pa že odrasli. Odvisnosti zelo slabo vplivajo na samo družbo. Te odvisnosti se pridružuje seveda družinsko nasilje, nasploh težave v družini, javni red in mir se poslabšata. Torej mi tudi od policije nismo dobili enega ocene tveganja, nismo dobili ocene tveganja od strokovnjakov na področju, nikogar, razen od investitorja. Nič od tega mestni svetniki niso slišali. Kljub vsemu pa so se večinsko odločili, da podprejo ta igralni salon zaradi nekaj fičnikov, ki jih bo, ne vem, mestni proračun dobil. Zapitek, ne, ki pa bo prišel k vsem nam, torej čez leto, 2, 10 let, bomo pa plačevali. Sedaj je nekaj metrov više kazino na avtobusni postaji, že vrsto let, pa so avstrijski lastniki in gre ves dobiček v Avstrijo. Tukaj pa je lastnik slovenski, ki želi v to okolje vlagati. Jaz verjamem, da bo z primernim odnosom do teh ljudi znal identificirati tiste, ki pač ima neke druge namene v teh kazinojih in preprečiti stop in ponuditi neko zdravljenje, tako da mislim, da neke bojazni ne bo. Tukaj bo prihodek za proračun, za strani koncesnine in pa še okolje se bo tam zgradilo, obnovilo, vložilo se bo v nabrežje Drave, tako da mislim, da strahu ni. Na načelni ravni se z gospod Frangeš praktično z vsem strinjam, ampak Slovenija kot takšna to dejavnost dopušča. Glejte, mi imamo igralni salon na avtobusni postaji že nekaj časa, imamo ga v Šentilju, torej ljudje se vsedejo, se peljejo po avtocesti, igrajo v Šentilju. Vsaka občina si to lahko privošči.
Torej, to je dejavnost, ki je v Sloveniji razpredena. Kar pomeni, če bi to želeli narediti nek korak, bi morali torej prepovedati na področju celotne Slovenije. Zdaj pa, če se mi v Mariboru tega odpovemo, se to enostavno preseli v sosednje občine. Torej, gre se samo za denar, ki se bo iztekal v občinsko blagajno. Ali igrajo v Šentilu ali kjerkoli že, tukaj pa stanujejo. Kar pomeni, mi te odvisnike itak imamo, tak, če gremo po tej logiki. To je prvič. Drugič pa, kaj je pa ključni moment, je bil pa ta, da bo investitor končno uredil ta kare, ki je v zasebni lasti, sramotno degradirano področje pod tako imenovanim novim mostom zraven zdajšnjega parkirišča, kjer pa se zdaj res zbirajo odvisniki. Če se sprehodite tam, lahko najdete po tleh vse možne stvari. Zdaj se bo pa to končno uredilo. Kar pomeni, ko si odtehtamo pluse in ko si odtehtamo realno stanje in potem tudi minuse, ki jih je dobro predstavila gospa Frangeš, nekako prevagajo ti plusi in zato smo se v LPR odločili za. Jaz ne bi širil tu diskusije, ker se z gospodom Žmavcem in z gospodom Juhartom, kar sta povedala, strinjam in razmišljam popolnoma enako. Težko se pa strinjam recimo z tem, kar je pač v Levici že itak rdeča nit, da je 100.000 evrov je predvidenih letnih dohodkov v mestni proračun, da so to fičniki. To niso fičniki pri že itak podfinanciranje mestu. In pač v končni fazi gre tudi za tako imenovano svobodno gospodarsko pobudo, kjer ima zasebni investitor enostavno pravico poslovati, če lahko posluje v Novi Gorici, če lahko posluje v Šentilju in tako dalje, Portorožu, potem ne vidim razloga, zakaj ne bi mogel v Mariboru. Zdaj pa če eno zadevo bi želel poudariti, nasilje in tako dalje. To je res. In mene to žalosti in tega je vedno več. Samo ali bo igralnica ali ne bo tukaj igralnica tistih, ki so v to jaz življenju še nisem igral na srečo in tudi verjamem, da nikoli ne bom. Statistično gledanost, dostopnost nečesa poveča odvisnost. To je res. Ne? Tudi dostopnost do nogometnega stadiona. Ne? Več je takih derbijev, naprimer, ki se dogajajo, več imamo nasilja. Kar to mene kot športnika, to me tudi izredno zelo moti. Danes več nihče se nič ne boji, danes kar tako napade policista, kar tako. In jaz upam, da bo ena taka zadeva, koliko jaz vem, naprimer tudi v Mondo, kako je tam urejeno, kako je omejeni dostop, naprimer domačine, s prejšnjim dogovorom, že tako, jaz mislim, da to ni tako enostavno, da bo kar tako lahko prihajali v to igralnico. Najlepša hvala. Torej, kako pa je z odgovornim igranjem o igralnih salonih v igralnicah? A je še kakšna luknja v zakonu oziroma kako je urejeno? Majčkeno bi vas popravil, govorimo o odgovornem prirejanju iger na srečo, se pravi, koncesionar mora poskrbeti, da je vse v skladu z zakoni. Tukaj najprej bi omenil tole, da kar se tiče odgovornega igranja oziroma prirejanja, zdaj sem se pa jaz zmotil, vidimo, kako razmišljajo torej lastniki igralnih salonov potem, kakšen delovni čas imajo. 24/7. Se pravi, če bi razmišljali v smislu odgovornega prirejanja, bi morda ta delovni čas skrajšali, namreč med 4. in 10. uro zjutraj. Ni razloga, da bi bilo to odprto, to smo lani predlagali tudi vladi oziroma Ministrstvu za finance, da se delovni časi skrajšajo. Kar se pa tiče puščanja, torej nadzora nad tem, kdo vstopi v igralni salon, pa imam dva podatka. En podatek se nanaša na osebo, katere pričanje imamo, ki je patološki hazarder in je poročala, da je skušala v enem od ljubljanskih igralnih salonov uveljaviti akt samoprepovedi, pa so ji uslužbenec svetoval, naj tega ne naredi. To je en primer. Drugi primer pa izhaja iz teleraziskave, ESPAD Report. Vsaka 4 leta poteka ta raziskava med šolarji po 30 državah Evrope, raziskuje se pač, koliko mladi uživajo alkohol in pa torej droge. No in v zadnjih 2 raziskavah so v vprašanje vključili tudi
vprašanje igranja iger na srečo. Za Slovenijo je bilo ugotovljeno, da je okrog 17% mladih v preteklem letu igralo igre na srečo, to je vsak 6. Kar 50% mladih, ki so igrali igre na srečo v preteklem letu, je igralo športne stave, 50%, se pravi vsak drugi. Kar pa je, torej pa še en podatek je, ki je frapanten, to pa je podatek o tem, koliko mladih iz te raziskave v Sloveniji je igralo igralne avtomate. Ta raziskava pravi, da je takih 19%, pa vemo, da mladi, pozabil sem povedati, gre za 15-16 let stare dijake, torej taki mladi nimajo, ne bi smeli imeti vstopa. Ne. Preveril sem tudi, ali ni nemara govora tudi o igralnih avtomatov na spletu, ne. Torej 19% v raziskavi mladih 15 let starih je imelo fizično možnost igrati na igralnem avtomatu. Preveril sem, da ne bi prišlo do zmote in je govora, izpostavili so primer Finske, kjer je pa ta odstotek 60. 60% mladih te starosti je igralo v preteklem letu igralne avtomate, ampak Finska ima torej posebno vrsto reguliranja igralnih avtomatov zunaj igralnic, torej mladi imajo dostop do teh igralnih avtomatov v nakupovalnih centrih, ne vem, pred kinodvoranami oziroma v kinodvoranah in tako naprej. Skratka, tam je to potem nekako lažje razumeti, ne, kot pa pri nas. Obstaja pa še ena raziskava, ki je naredila nevladna organizacija Logout. Prav tako leta 2019 vzorčili so 1. in 4. letnike in so jih ravno tako vprašali, ali ste igrali igralne avtomate. 22% je odgovorilo pritrdilno. Torej 22% mladih iz tiste raziskave, pa 19 iz te raziskave je igralo igralne avtomate. Kje, razen v salonih ali pa igralnicah, si ne znam predstavljati. Ne. Najlepša hvala. Tudi vam hvala za današnji obisk in gostovanje v oddaji. Dragi gledalke, vam hvala za ogled. Žalosti nas, da gospoda Jeriča iz KD Grupa oziroma iz Mariboxa ni bilo. Morda bi dobili kakšen odgovor več tudi na vprašanje mene, našega gosta in dodatna pojasnila. Vseeno, hvala za ogled. Vabim vas, da ostanete na BKTV še naprej in želim vam lep večer in nasvidenje.